Mnogi se sprašujete, ali pa smo se sprašvali, kako si polepšati usodo, kaj narediti, da bi mi bilo v življenju lepše, kako rešiti svojo karmo. Eni celo vprašajo, kako naj se jaz rešim svoje karme. Karme se ne moreš rešiti. Beseda karma preprosto pomeni, no, se boste prebrali v moji knjigi, ni ena sama beseda, ki bi opisala besedo karma, ampak je najbližji prevod te besede, se pravi najboljši pomen, delovanje ali akcija. Se pravi, da z nekim delovanjem vplivamo na to, kar imamo. Z vami sem Aleksandra Winkler Drole, karmična diagnostičarka, učiteljica akaških zapisov. Mnogi me že poznate z raznih člankov, me berete, dejansko me ne poznate, ne veste, kje živim, kako živim, ali pa samo ugibate. Sem avtorica 3 knjig, nova knjiga Akaški zapisi, moja prva knjiga Zmenek z usodo. Ravno zaradi te potrebe in želje pred mnogimi leti je nastala ta knjiga, ko so me mnogi sprašvali, ali obstaja usoda, ali nam je vse vnaprej namenjeno, ali se da kaj narediti. In ja, zato je nastala ta knjiga, ki se je zelo dobro in hitro prodajala. Moja druga knjiga iz leta 20, 36 karmičnih ciklov, kako ujamemo tiste prav cikel, se pravi, kot ptice, ki vejo, kdaj zajadrati v pravi veter, da odletijo in uporabijo, bi se reklo, zračne tokove, da jim je lažje. In nova knjiga Akaški zapisi, osnove dušne matrice z vpogledom v akaške zapise. Mimogrede, sem še mama 3 odraščajočim otrokom, 2 sta že polnoletna, hčerkica bo čez par let. Tako da spremljate me v raznih člankih, revijah, TV oddajah. Najlepši in najboljši pa je, bi se reklo, tlele na mojem YouTube kanalu. Torej, lajkite, danes vam bom povedala, kako izboljšati svojo usodo. Kaj je pravzaprav tisto, kar vpliva na tvojo usodo. Sama sem do tega spoznanja hodila in še izboljšujem sisteme in mnogo tega opisujem v svojih 3 knjigah oziroma v zadnji največ, kot tudi poučujem v programu Online ključ do duše. To je moj najboljši spletni program, praktično je to sploh najboljši program, kolikor sem jih v življenju slišala zanj, zato ker sem ga sestavljala, bi se reklo, celo svoje življenje. In najboljše, to, kar sem se naučila tudi z rešitvami, kako rešiti konkretno, da ni samo na mentalnem nivoju, ampak da se dobesedno dotakne duše, da odkleneš skrivnostni svet tvoje duše. Se pravi, Online ključ do duše. Če nočete zamuditi tega programa, to je vse nadaljavo, potem obiščite mojo spletno stran omgarden.si ali vizijeuspeha.com. Zdaj pa gremo k naši tematiki. Kako to, se sprašujete, da so nekateri ljudje tako posrečeni, imajo tako lepo življenje, zdi se, kot da so na tem planetu Zemlja na počitnicah, na dopustu, medtem ko drugi doživljajo to življenje kot eno samo bedo, borbo, ko v Cankarjev Tek za vozom, borbo, nemir, pomanjkanje radosti, dobre sreče, pomanjkanje denarja, pomanjkanje zdravja. Kako to, da so eni tle na zemlji, tako kot bi bili v nebesih, medtem ko drugi doživljajo tlele en sam pekel. Ja, prav ste uganili. Se pravi, nebesa in pekel ne obstajajo, vse je tle na zemlji. Ali doživljaš, kot da bi bili v nebesih, drugi pa imajo cel pekel. In kaj narediti, če me gledate? Verjetno od mene pričakujete neko čarobno formulo. No ja, vse vam bom dala v nadaljevanju,
dala vam bom 5 ključnih napotkov, 5 ključnih sestavin, ki jih boste uporabljali vsak dan v svoji kuhinji življenja. Dobro me poslušajte, mogoče je dobro, da imate tudi svinčnik pri sebi, da si boste na kratko nekaj označili. Namreč te stvari študiram profesionalno od leta 97. Zaključila sem uspešno 3-letno usposabljanje duhovne univerze. Mimogrede, usposabljala sem se pri 4 različnih mojstrih s 4 različnih kontinentov, 4 različnih barv kože, črne, bele, rdeče in rumene, pa bele. Tako da vso to svetovno znanje, vsa ta leta, vso toliko prakse, toliko ljudi, ki je šlo mimo mene, nekatere spremljam že od samega začetka, od takrat, ko so me pred 12 leti videli na TV Paprika. Mnoge te majhne privat televizije so propadle in jaz sem takrat se vzela 3 leta intenzivnega dela, da sem se posvetila študiju akaškim zapesom in naši duši, ker pogledamo akaške zapese. Torej, pa gremo. Gremo z našimi 5 sestavinami, ki jih boste imeli za celo življenje, in če boste teh 5 sestavin vsak dan uporabili v vašem jedilniku, v jedilniku vašega življenja, to so pojmi, se pravi, niso predmeti, ki bi jih mogli kupiti, boste s tem ustvarili dobro karmo. S tem, ko ustvarimo dobro karmo, se pravi dobra delovanja, posejemo dobra semena, s tem ustvarimo dobro usodo. Naša dobra usoda pa je pogoj za naše izpopolnjeno in bi se reklo srečno oziroma radostno življenje. Mimogrede, razlika med srečen biti in radosten. Radost je notranji občutek izpolnjenosti, medtem ko je sreča, pravijo, odvisna od zunanjega sveta. Se pravi, radost je tista stopnja, ki jo dosežem jaz, medtem ko srečo ti dajo drugi. Drugi ti dajo diplomo, drugi ti dajo aplavz, drugi ti celo plačajo tvoje delo. Se pravi, sreča prihaja od drugih, celo zadetek na lotu je odvisen od drugih. Žrebajo tvoje številke. Ja. Okay, zdaj pa grem k bistvu naše tematike, kako si izboljšamo usodo in pravzaprav kakšna delovanja. Se pravi, smo rekli, da našo usodo izboljšamo s pravilnim delovanjem oziroma z dobro karmo. Kako pravzaprav naredim, kaj moram narediti, da bo moja delovanja, moja karma dobra, da bom žela dobre stvari. Tukaj imamo 5, bi se reklo, teh kvalitet. Prva kvaliteta je dharma. Dharma, beseda, sicer izhaja iz sanskrta, tako kot karma in mnoge druge. Mimogrede, vsa zahodna, ta najboljša ezoterika, tista najbolj uveljavljena ezoterika prihaja z področja Indije, Tibeta, se pravi z področja sanskrta. In dharma predstavlja tudi služenje. Služenje je tudi naloga in je tudi obveza. Le kakšen starš bi bil, če ne bi hotel služiti svojim otrokom. Se pravi, služiti človeštvu, svojim najbližjim, je naša človeška naloga oziroma dharma. To je tudi pot do dobre karme. Z dobro karmo ustvarjamo dobro usodo. Naslednja je mir kvaliteta. Kaj pomeni mir? Mir, recimo notranji mir, ne dosežeš z meditacijami, z nekimi nalogami, ampak mir dosežemo takrat, ko je našim osnovnim življenjskim potrebam, tudi naši dharmi, zadoščeno. Le kako bi bil lahko miren, če ti od lakote kruli v želodcu?
kako bi bili lahko mirni, ko pa nam nekdo nekaj hudega naklepa ali pa hoče vlamljati v našo zasebnost ali pa v naše stanovanje in mi nimamo sredstev, denarja za odvetnika, da bi se borili zase in za svoje pravice. Se pravi, mir je zelo širok in globok pojem, ampak takrat, ko dosežeš, ko narediš vse, da imaš notranji mir, si že izpolnil drugi pogoj oziroma drugo kvaliteto, da ustvarjaš dobro karmo. Tretja je ljubezen. Ljubezen v bistvu kot odsotnost sovraštva. Se pravi, ljubezen kot bi se reklo odsotnost sovraštva, kar je obraten pojem. Mnogo ljudi reče, ja, jaz gojim ljubezen, vse imam rad. Pol pa v naslednji sapi ga zaslišaš, koliko besa je v njemu do nekega bivšega delodajalca, do bivšega partnerja. Ni laž, da lažeš, da imaš vse rad. Ljubezen kot delovanje, ne, se pravi način izražanja, način delovanja. Ljubezen kot delovanje je pravilno delovanje. Tukaj ne zbiraš napačnih odločitev, tukaj dejansko pravilno deluješ, ker deluješ iz svoje duše. Ljubezen kot čustvo je mir. Takrat, ko si pomirjen sam s sabo in s celim svetom, je nenasilje in je neškodljivost. Se pravi, več kot je ljubezni, manj je sovraštva, oziroma obratno, več kot je svetlobe, manj je teme. In če človek resnično premore življenje v ljubezni, se pravi, je odsotnost teme, popolna odsotnost teme, čisto svetloba. To pa malo kdo premore, mojstri modrosti, saj Baba, Kristus, Buda in tako naprej so živeli 100% v luči ljubezni. Mi pa se bližamo njim, če ne v tej inkarnaciji, pa mogoče v naslednjih parih, ali pa 100 ali pa 200. Okay. V glavnem, pomembno je, da imamo čim več svetlobe in da to širimo vsak dan. Naslednja vrednota za ljubeznijo je nenasilje. Nenasilje je pojem, kjer dejansko pove, da nikoli načrtno ne bi nikomer, niti v mislih, niti v besedah, niti v dejanjih ne bi povzročil ničesar nasilnega. Nenasilje ne predstavlja držati glavo, da ti bojo drugi cepli drva na njej ali pa počeli s tabo, kar bojo hoteli. Nenasilje je mnogo več od tega. Nenasilje ne predstavlja vegetarijanstva, se pravi ne pobijati. Mnogi vegetarijanci so bili zelo nasilni ljudje, tako da med njimi je bil tudi Hitler. In mnogi vegetarijanstvo vzamejo samo zato za krinko, ne? Ali pa mislijo, da je to edini način, da si bojo prislužili boljš karmo. Ni to edini način. Dejansko ni. Človek je nasilen, recimo nekoga sem poznala, ki je imel svoje podjetje in se je čudil, kako je njegova žena tako nasilna, pa se je ločil, pa je bila nasilna do njunih otrok. Dejansko ga je obtoževala nasilja, ona, ampak je bila tudi fizično nasilna nad njim, pa psihično in tako naprej. Ampak ta isti človek ni redno plačeval svojim zaposlenim, ne da ni imel, vlagal je v neke druge, kako rečejo temu, mutne poslove, ampak ta človek je bil še kako nasilen, kajti pustiti delavce, se pravi, da so brez plače, je nasilje. S tem povzročiš drugim veliko trpljenja. Nasilni so tudi ljudje, ki non-stop očitajo in iščejo dlako v jajc, prav vsakmu, samo da ga prepljuvajo. Poznala sem osebo, ki je laskala in laskala, samo da bi dobila še več ugodnosti in tako naprej. Ko pa ji rečeš enkrat, dvakrat, trikrat ne, udari čez tebe in te prepljuva kjerkoli, samo da ima
5 minut priložnosti. Se pravi, lahko dobrim ljudem narediš uslugo in ti bojo za to hvaležni. Narediš 5 uslug, 6, 7 in ti bojo zelo hvaležni. Mogoče ti bojo priliki tudi vrnili, ne? Ker so polni ljubezni. V ljubezni rad daješ. Ne? Obstajajo pa tudi ljudje, ko jim delaš usluge, si jim na voljo in te najdejo najmanjšo napako na tebi, da te, bi se reklo, očrnijo pred drugimi. Ne? To je nasilje. Se pravi, tudi govorjenje neresnice. Ali pa izpostaviti samo en argument in pozabiti na 5 dobrih in samo en majčken detaljček ovekovečiti in to predstaviti drugim. Namreč mnogo ljudi ni objektivnih, nimajo objektivne predstave o tem, dejansko bi se reklo, to se gre za kvaliteto viveka, sposobnost razločevanja in enim se je to pač zelo slabo razvilo. Se pravi, nenasilen biti pomeni, da nisi nasilen do nikogar, ne pomeni pa dovoljevati drugim, da so nasilni do tebe. To je pa spet nasilje. Zato je treba odreagirati na ta način, da ustvariš red. Ne? Kajti red mora biti, vsak mora vedeti, kje je njegovo mesto in dokje lahko te izkorišča. Če se pustiš izkoriščati, si nasilen do sebe. Prav? In ne nazadnje, resnica. Resnica je tista 5. kvaliteta. Kaj je resnica? Eni pravijo, da COVID virus ne obstaja, drugi pravijo, da je bil ustvarjen v laboratoriju, tretji pravijo, to so si samo izmislene farmacevtske družbe, zato da služijo denar. Vsak ima svojo resnico. Mogoče nam v tej situaciji, ko smo, niti ni treba razglabljati, kdo ima prav ali pa kdo ima več, kdo premore več resnice od koga drugega. Dejstvo je, da obvarujemo sebe in svoje otroke. Vsaka generacija je že prestala kako bolezen ali pa vojno in tle so bile kuga, tle so bile poplave, potresi in ko te nekaj doleti, vidiš, da je to dejansko resnično, da ni iluzija, izmišljotina. Gojiti resnico in biti iskren do sebe je ena izmed zelo močnih vrednot, vrlin, s katerimi si vsak dan sejemo semena karme. S tem, ko ustvarjamo neka dobra delovanja, ko dajemo resnico, se nam to vrača. Dejansko je težko spet videti resnico, ko gledamo skozi zgodovino, smo bili kot otroci lahko deležni mnogih zavajajočih pojmov in takrat smo bili podvrženi, da bomo vse verjeli odraslim avtoritetam. Za nas tukaj je pomembno, da gojimo svojo resnico, da širimo svojo resnico na tistih par ljudi, ki so z nami, ki so odvisni od našega življenja. To so naš partner, naši otroci, krog tistih 2, 3, kolikor jih pač je, znancev, prijateljev, sodelavcev, se pravi, da do njih gojimo resnico, da ne zakamufliramo. Govoriti resnico ne pomeni vse povedati. Niti treba povedati vsakomur o vsem, sploh pa ne stvari, kar bi lahko kogarkoli prikazale v slabši luči. Torej, 5 vrednot, 5 kvalitet je tlele po
načelih za izboljšanje naše karme. Ko pa boste z mano v online Ključ do duše, boste delali tudi vajo, kako prižgati 3 plamene na 3, bi se reklo, delih, ne? Na Sat, Čit in Ananda, ko boste delali tudi vaje, kako vzpostaviti kontakt, da bojo vaše noge, vaše roke, vaša usta vedno delovala v skladu s temi 5 vrednotami. V naslednjem videu spremljate me, lajkajte, kako se rešim toksičnih stvari. Se pravi, kako se rešim toksičnih odnosov ali kako se rešim toksičnih stvari. Ja, toksične stvari, recimo alkohol, ja, toksični so lahko, se pravi, strupeni, ne samo hrana, virusi, cepiva, nekatera, no ja, tlele moramo dati na tehtnico, ali je več prednosti ali slabosti ali obratno, nismo vsi enaki in ne velja resnica za vse. Takole, bodite modri, to je leto modrosti, z vami sem Aleksandra Winkler-Drole v spletnem tečaju, v mojih knjigah. Priporočam vam res tole mojo novo knjigo in online Ključ do duše, pohitite, še par prostih mest je za vas. In delali bomo, ne samo govorili, resnično bomo delali, ker, kako sem vam rekla, če je karma, delovanje, neka akcija, to ne pomeni govoriti pa razmišljati, pa pošiljati ljubezen v kozmos, da jo boš pol dobil nazaj. Ne, besede so čisto brez veze in čisto prazne. Se pravi, pomembno je resnično delovanje, resnično nekaj narediti. In vkolikor me boste zbrali za mentorico v online Ključ do duše, boste imeli poleg sebe, sami svoj klient, boste še 4 svoje kliente že znotraj tečaja. Vkolikor boste pa ambiciozni, pa boste imeli lahko tudi več klientov in vse te vam bom tudi pomagala pregledati in tudi delati, bi se reklo, poravnave. Se pravi, kolikor smo odšli ven z konteksta našega življenja ali pa zgrešili pot v prejšnjem življenju, zbrali eno napačno odločitev, je zdaj le priložnost, nam je bilo dano to znanje, meni je bilo zaupano to znanje mojstrov, da ga delim z vami. Nikjer na mojem spletu se ne morete, ni obrazca, ni spletnega obrazca, da bi se lahko prijavili na moj tečaj, pač pa Ključ do duše, pač pa vas bom individualno povabila, prejeli ste ali pa boste po branju dušnega zapisa povabilo v ta program, kjer vam ga še natančneje opišem, kaj vse počnemo. Vkolikor ste zgrešili e-mail, pošto ali pa vam je šlo v smeti, mi pišite aleksandra.vizionar@gmail.com. Lepo se imejte do naslednjega videa, lajkite, delite, priporočite me svojim prijateljem, prijavite se na tečaj, kupite knjigo, tle not se bomo lahko brali in sodelovali. Naslednji video pa, kako se rešiti toksičnih stvari, toksičnih ljudi in toksičnih stvari na splošno.